Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate Akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernov dan v Bistriškem gradu, kulturni dogodek Moj narobe svet, pustna povorka po mestnih ulicah, literarni večer z Andrejo Vidmar, 9. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, predstavitev projektov Las dobro za nas, košarkarji Bistrice premagali Kalcit, pomembni zmagi kegljačev in kegljačic Impola, odbojkarice Bistrice izgubile proti drugi ekipi Nove KBM. V telovadnici osnovne šole Kajeta Nakoviča v Poljčanah je pretekli torek potekala Akademija ob slovenskem kulturnem prazniku. Na akademiji je Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica vročila javna priznanja Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture. Plaketo Štefana Romiha z listino za življenjsko delo je prejel Milan Selčan, član Društva upokojencev Poljčane, pevskega društva Sveta Cecilija župnija Poljčane in Kuda Rožmarin. Dobitniki priznanj pa so gledališka skupina Vsi prisotni, Kuda Štefan Romih Črešnjevec, Anton Kidrič iz Kuda Andrej Stefancioza Studenice, Marjana Pečovnik iz Kuda Šmartno na Pohorju, Janko Pahič iz Kuda Janko Živko Poljčane in Mojca Veler iz društva DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Prireditev, na kateri je bila slavnostna govornica doktorica Petra Vrhovnik, županja občine Poljčane, so popestrili z bogatim kulturnim programom.
Obiskovalci so na slovenski kulturni praznik Prešernov dan lahko brezplačno obiskali tudi bistriški grad. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je izvedel 2 vodenji po gradu in vodenje z arhitektom Gregorjem Kraševcem, ki je obiskovalce popeljal po svoji razstavi Gregor Kraševac, arhitekt. V Domu svobode v Slovenski Bistrici je pretekli četrtek potekal kulturni dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku. Večer z naslovom Moj narobe svet so posvetili 110. obletnici rojstva Frana Milčinskega Ježka. Na prireditvi so nastopili člani literarne sekcije DPD Svoboda, Dejan Kalan in glasbena skupina Jež muzika. Po mestnih ulicah Slovenske Bistrice je preteklo soboto potekala otroška pustna povorka, na kateri so sodelovali otroci 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in vrtca Blaže Nežica. Košutin sprevod Spokoš, Frajhamska godbana pihala, Kut gasilske godbena pihala Spodnja Poskava in godbana pihala Kut Janko Živko Poljčane. Tradicionalno povorko je organiziral Rit Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica. Tradicija maskiranja, tradicija pustovanja v Slovenski Bistrici, poleg povork seveda so potekali tudi razni pustni plesi, je na našem bistriškem koncu že pestra in znana. No, takole pa pričnimo kar s predstavitvijo pustnih mask. In kot boste videli, takoj za gasilskim vozilom PGD Slovenska Bistrica prihaja maska, oziroma se je pridružila maskam tudi Frida, Miška Frida. Iz Fridine mišnice prihajajo in ne samo Frida, ampak tudi Ježek Rudi, ki sta seboj pripeljala nekaj pravljičnih likov in seveda povabila tudi vse ostale, da so se jim pridružili. Takoj za njimi pa godba Napihala kulturno-umetniškega društva Janko Živko Poljčane. Tako iz sosednje občine tudi so prišli, zmeraj se udeležijo te naše pustne povorke tukaj v Slovenski Bistrici in glasna godba, torej iz Poljčan, letos prav tako z nami. No, kar pomahajmo jim! Frida, Rudi in
takoj za njimi seveda godba, ki pa sedaj seveda ne more mahati, ker že ima svoje delo. No, potem pa so že tukaj tudi otroci vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in iz enote Ciciban prihajajo najprej Polžki, to je oddelek. Otroci stari 1 ali 2 leti, starši, takole so zapisali, ste videli polža, kako leze počasi, na hrbtu svojo hiško ima, povsod počuti se kot doma. Za njimi pa pikapolonice male rdeče, 2 in 3 leta so stari. Mi smo pikapolonice male rdeče, prinašamo vam veselje in obilo sreče. Na vrtovih in cvetovih dom je naš, rodovitnost in želje dar je vaš. 7 pik na sebi imamo in prav toliko poljubčkov vam damo. Tako za njimi pa že muce copatarice in to so otroci, ki so stari 3 ali 4 leta, prav tako s svojimi starši so prišli. Takole so zapisali, muca copatarica je k nam prišla, zaželela si je, da bi vsaj enkrat v življenju šla v pustno povorko in se sprehodila še z drugimi maškarami po mestu. Zato so se odločili, da jo spremljamo v povorki. Kako? Ja, kot muce copatarice seveda. No in že razigrani backi, malce počakajte backi, to pa so otroci, ki so stari 3 ali 5 let, smo razigrani backi z mehkimi kožuščki, ker smo še majhni, so z nami tudi veliki backi, mamice, ati, vzgojiteljici Kristina in Maja, ki skrbno pazijo na nas. Radi se igramo, telovadimo in smo dobre volje. Pomahajmo backom! Ja, in seveda so tukaj še veseli klovni, veseli klovn Brin se nam je tudi pridružil. In za njimi že prihajajo meduze, 4 in 5 let so stari, a to pa so že malce večji in so danes tudi brez staršev tukaj. Le kdo si upa pod naš klobuk, so zapisali, predstavlja se vam družina meduz s pisanimi klobuki in še bolj pisanimi lovkami, ožigalkami. Naše ožigalke ob dotiku le prijetno požgečkajo. So še zapisali, no kar poskusite, takole pa se jih dotaknite, ne bodo vas ožgale. In tu je že Zmajevo kraljestvo, oddelek 4 ali 6 let. Kralj in kraljica s svojimi princeskami pogumno stopata na pot in s pomočjo vitezov rešujeta Zmajevo kraljestvo iz hladnega objema babice Zime. Bravo, Zmajevo kraljestvo, pomahajmo tudi njim. Zmajčku, poglejte, kako vam maha. Čestitke! No in za njimi že prihaja čudoviti svet Harryja Potterja, kar 2 oddelka z vzgojiteljicami. Otroci so stari 5 do 6 let. In tako so zapisali, letos smo se odločili, da bomo z otroki raziskovali čudovit čarovniški svet literarnega lika Harryja Potterja. Predstavljamo različne like iz knjižnih uspešnic, učence čarovnike, učenke čarovnice, sove in učitelje iz slavne čarovniške šole, bradavičarke. Pomahajmo jim! Harryjem in vsem ostalim likom, ki so se nam pridružili v tej pustni maski. Takoj za njimi pa seveda prav tako iz vrtca Otona Župančiča, iz sosednje Zgornje Polskave, enota Zgornja Polskava. 4 do 6 let so stari, danes so prišli sem starši, predstavljajo pa... A boste uganili? Takole so zapisali, v meni veliko rastlin in živali živi. Jaz sem vaša pljuča. V meni se tudi kakšna pravljica rodi. Ste že ugotovili, kdo sem jaz? Mi vsi? Gozd, tako je, bravo! In poglejte jih, gozd z vsemi gobicami, drevesi in vsem, kar še najdemo v gozdu, vsemi živalicami, so prav tako z nami. No in tu je že enota Marinškov dom, ki danes predstavlja barvice. 1 leto, 2 leti, pa 3, pa 4, skratka 3 oddelki. Starši so danes tukaj in takole so zapisali, smo barvice vesele, v pisani Mavrici živele, zdaj prihajamo med vas, da odženemo ta zimski čas. Ja, barvice, lepo ste danes pobarvali tudi tole našo povorko. Lep pozdrav tudi vam. Tamle pa že nekaj zadišalo po okusni hrani. Le zakaj? Smo s Keblja prispeli.
Kuharčki veseli, seveda, zato pa diši po okusni hrani. Predpasniki vam povedo, kaj naši prstki kuhajo. No, le dobro si oglejte predpasnike, sicer pa so to otroci stari 1, 2 ali 3 leta, pa tudi 3, 4, 5 ali 6 let in prišli so starši iz Keblja. Tako lepo pozdravljeni tudi kuharčki iz Keblja. In za njimi že prihaja ozka ulica. Ja, seveda, poglejte jih tako cvetoči, pisani, črno-rumeni, zagotovo že veste, koga predstavljajo. Ja, prve so seveda čebelice igrive, oddelek otrok, starih 2 ali 3 leta. Torej, čebelice igrive včasih malo nagajive. Rade se igramo, rajamo in pojemo. V vrtecu vsak dan odbrenčimo in s prijatelji se veselimo. Lep pozdrav, čebelice! In za njimi že čebelarji. 2 ali do 4 leta so stari, prav tako starši so danes tukaj. V naši skupini imamo zelo radi med in medene izdelke, so zapisali. Zato smo se odločili, da bomo letos čebelarji. Vreme bodi nam naklonjeno, da bodo travniki polni rožic, na katerih bodo naše čebelice lahko nabirale cvetni prah in iz njega izdelale sladek med. Ja, lep pozdrav, čebelarji, tudi vam in hvala vam za sladek med, ki nam ga potem prav tako ponudite. No, in za njimi seveda cvetoč travnik, to, kar so si seveda čebelarji in čebelice želele. 3 do 5 let so stari. Ker čebelice obožujejo cvetoče travnike, smo mi na njih posadili najrazličnejše cvetlice, so zapisali. Pridite, čebelice, cvetni prah v cvetlicah vas čaka, iz katerega boste lahko ustvarile v čebelnjaku slasten med. In še čebelja družina, 5 do 6 let smo čebelja družina, ki jo sestavljamo čebele, delavke, troti in matice. Naša marljivost je občudovanja vredno, saj vprašujemo rastline, v panj pa primešamo medičino, mano, cvetni prah, propolis in vodo. Ja, čebelice, tako smo jim že pomahali. In seveda je z nami le kdo. Poznate Jelena Janija iz mesteca Vetrnik? Ne? No, potem si jutri poglejte Živ žav. Ali pa Jelena spoznajte kar sedaj na električni rol, ki ga danes enostavno ne morete zgrešiti. Jelen Jani, risani superjunak, ki prihaja iz vrtca Blaže in Nežice iz Slovenske Bistrice. Danes Jelen Jani varuje naše mesto, v katerem kljub razlikam sobivajo številni sosedje. Vase zagleda naslonja županja Tanja, čemerni mački Kristina in Martina, nerodna veverička Katja, mišja detektivka Urška, zajčica Katja in drugi Janijevi prijatelji. Lep pozdrav, pomahajmo jim. Takole združeni v enotno masko. Super Jelen Jani s prijatelji iz vrtca Blaže in Nežica iz Slovenske Bistrice in seveda so tudi z njimi njihovi starši, poleg vzgojiteljic, ki so prav tako z njimi. In seveda je že tukaj godba napihala, spodnja Polskava, brez katere si prav tako ne znamo predstavljati naše pustne povorke. Poglejte jih, kako lepo so se opremili. Tudi tokrat in poskrbeli, da je naša povorka tukaj tudi glasna. Počakajte še malce, tam, ja. In za njimi seveda že osnovna šola pohorskega odreda. Takole smo že malce zrastli, ja. Iz vrtca smo se že preselili v razrede in takole so zapisali. Zvezdic polno je nebo, sijejo po dnevi in po noči, njihove spremljevalke so lunice, ki bdijo nad njimi. Predstavljajo se otroci prvih razredov osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica in njihove učiteljice. Lep pozdrav tudi vam. Zdaj pa le lahko nadaljujete seveda zvezdice in lunice. In tako tudi otvarjate vaš del povorke, torej, ki jo sestavljate učenci in učenke, učitelji, učiteljice in vsi ostali spremljevalci osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Aha, sedaj pa naslednje. Mi gremo pa na morje se plavat naučit, so zapisali. A greste z nami? Ja, vabijo vas seveda otroci 2. A, C in D razreda. Ja, kaj pa B?
No, oni pa so ostali kar v domači mlaki. Tam je prijetno in varno, igrajo se in se pogovarjajo, rega, rega, kvak. No, tule smo jih že ujeli in seveda takoj za njimi vse tiste morske živali iz drugih razredov, ki jih srečamo. Čez nekaj mesecev jih bomo srečali. Ja, tako zdaj se jih le dobro oglejte. Čez nekaj mesecev pa čisto zares tudi na morju. In naslednji so zapisali tako: če želite dobro kosilo, so tu kuharji iz 3. B razreda. Otroci 3. A in 3. C pa se igrajo igrico Ugani kdo. Ja, njim ni igre nikoli dovolj. No, danes je dovoljeno prav vse. Pomahajmo jim. No, in tule so že torej tudi kuharčki, seveda, o kateri smo govorili, iz 3. B razreda. Pred njimi pa so bili 3. A in 3. C razred, ki je seveda igral igrico Ugani kdo. Ja, tako, sedaj pa že prihajamo do 2. triade, to so bili tisti najmlajši iz osnovne šole, sedaj pa 2. triada, 4. A in C imajo radi muce, ja, še posebej črne, te imajo magično moč. Učenci 4. B pa so ekofrajerji. A veste, kaj je to? No, oglejte si jih. Četrti razredi torej. Aha, vem, da se radi igrate s telefoni, kar nekaj sem jih danes videla tudi že v vaših rokah. Imate jih torej v rokah, kadar je potrebno in ko to ni potrebno. Pišete sporočila in pozabljate na domačo nalogo. Sporočila pa seveda opremljate z emoji in zdaj so tukaj veseli, žalostni, dolgočasni, nasmejani, tudi v maskah 5. A razreda. Lep pozdrav tudi vam! Seveda tudi takšni, ki radi objemajo, poglejte si jih. No, in tule so že prometni znaki. Promet, ki je danes v našem mestu izredno zapletena zadeva, urejajo prometni znaki iz 5. C razreda. Pomahajmo tudi prometnim znakom. No, sicer pa povorka se je že obrnila in si lahko ogledate tudi že z druge smeri, tako da si jo bodo lahko tudi otroci pogledali še enkrat. Naši povorki pa so se priključili tudi športniki vseh disciplin. Z njimi so, kar počakajte malo športniki, z njimi so navijačice in navijači, ki so pomemben člen v športu vseh vrst. Zelo so ponosni na naše košarkarje, nogometaše, smučarje, skakalce. V povorki nastopajo nogometaši in njihove navijačice iz 5. B, smučarji iz 6. B, košarkarji in navijačice iz 6. D in 7. C, pa tudi športniki v pižamah iz 6. C. Oni verjetno spremljajo šport bolj po noči pod odejo. No, tako športniki, sedaj pa kar pogumno in takole v tekmovalnem duhu, kot tudi sicer naprej. Poglejmo še v nebo s 3. triado. Ja, vesolje in vse, kar najdemo tam, predstavljajo liki iz 7. B. Poglejte, vesolje, pa tudi astronauti so z njimi. Radi gledate filme? Ja, seveda radi gledate filme. 6. A in 8. B so se danes spremenili v priljubljene filmske igralke in igralce. Ja, kaj pa risanke? No, z njimi smo seveda rasli in se zabavali vsi. In junake iz risank predstavljajo učenci iz 8. D razreda. Tako da filmski in risani junaki, lep pozdrav tudi vam! Jaz sem ti in ti sem jaz. Kaj je to? Fantje iz 8. C so sklenili, da ne bodo več fantje, ampak dekleta. In dekleta so rekla, me pa bomo fantje. In je volk sit in koza cela.
Pa še nekdo se je primešal tamle med pustne maske. Le poglejte, takole na varnem skrita, bdi, da poteka vse, kot je prav seveda. Nadja, lep pozdrav tudi tebi, smo te spoznali. Ja, lep pozdrav torej vsem. In seveda tudi mornarčki prihajajo iz 9C. Peljali nas bodo na morje in seveda otroke iz drugih razredov peljajo na morje, ki bi se radi naučili plavati. Kako lepo, kako prijazno od vas. To so seveda pravi kavalirji. Pomahajmo tudi mornarčkom. In zdaj smo že pri kriminalu. Zelo nevarna tema. Zamižite na eno oko. Prihajajo roparji in policajka. Ena sama iz 8A. Ja, le kako jih bo obvladala? Pomagali bodo seveda tajni agentje iz 9A razreda. Policisti iz 9D imajo delo z zaporniki. Ni da ni. Maske iz 9B pa so dolgo v noč gledali kriminalke in zdaj so zaspanje in jih tlači mora. Jutri seveda ne bodo mogli sodelovati pri pouku oziroma v ponedeljek. Ja, škoda, so rekli, da tako rade hodijo v šolo in pridno sodelujejo. No in tukaj že je naša najstarejša godba. Najstarejša godba tudi na Slovenskem, Freihheimska godba na Bihala, ki prihaja visoko s Pohorja, kulturno-umetniško društvo Freihheimska godba. In visoko na Pohorju, vidite, je tudi tako glasno, tudi oni poskrbijo. In že je tu druga osnovna šola, tako malce še počakajte, najprej so tu 1A in 4B razred, ki predstavljajo muce. V Mačjem kraljestvu se prebivalci radi poigravajo s kužki, lovijo sončne žarke in presenečajo lastnike z elegantnimi skoki na okenske police. A najraje se mladi mucki za žogo zapodijo, njih mične gospodične pa čedne tačke v zrak za svoje junake držijo. Skupaj skačajo po travi, kot da poslušajo najnovejši mačji hit in na kavču sladko spijo, ko je trebušček sit. Lep pozdrav tudi vam. In tukaj so že miške iz 2B. Z vami so simpatične, dobro rejene miške, vesele in razigrane, s svojimi ljubkimi, majhnimi mišjimi noski in puhastimi uhlji. Za piko na i pa prikupni repek poskrbi. Njihove male tačke strumno korakajo in ponosno prenašajo svoje slastno, polnomastno kosilo. Ko pika polonce počakajte še, tako da brez skrbi, kakšna zadovoljna miška vam nikoli nič ne naredi. Pika polonice, malce se ustavite. Ja, iz 2A in 2B so tukaj z nami. Pika, poka, vse vesele smo na sprehod pohitele. Svoja krila vsa razprle, v Slovensko Bistrico poletele. Zdaj smo tukaj, se smejimo, z vami pusta se veselimo. Ja, tako hitro ste letele tukaj mimo, no sedaj pa kar odletite tja, kamor vas pot nese. In še pomahajmo drug drugemu. Za njimi pa iz 3A razreda pande. Z Kitajske v svet smo se podale, da bi še druge dežele raziskale. V Sloveniji za nas je pravi raj, saj je pravi živalski direndaj. Danes krofi se sladkamo, čeprav najraje bambus imamo. Lep pozdrav, pandice, tudi vam. In poglejte te čudovite meduze iz 3B. Imenitne pisane klobuke imajo, iz njih jim lovke veselo bingljajo. V morju se jih vsi bojijo, ker srečanje z njimi zelo bolijo. Danes pred njimi ne rabite bežati, saj so prišle vas le nasmejati in zimo mrzlo čim prej odgnati. In za njimi že iz 4A razreda metulji in netopirji. Počakajte tule malce, da vas predstavim. Zdravo! Na današnji pustni dan, ko se veselje in norčavost prepletata, so se odločili netopirji in metulji, da bodo združili svoje nenavadne moči in ustvarili nepozabno doživetje. Netopirji z izrazitimi krili in črnimi kostumi ter metulji s pisanimi barvami in živahnimi vzorci kraljujejo na pustnem rajanju. Njihova pustna šema se naj vtisne v spomin kot nepozabna zgodba o nenavadnem prijateljstvu, ki razveseljuje in navdušuje v duhu pusta. Počakajte malce, pingvini, iz 4C in 5A. Mi pingvini smo, veselo skačemo. Fino se imamo in radi se smehljamo. Po snegu in ledu se valjamo, pred soncem pa se skrivamo. Ker prevroče nam je pri vas, teto zimo vzeli smo med nas. V 4C se sedaj pridno učimo, da z novim znanjem na Antarktiko nazaj odhitimo.
Poglejte, kdo pa je to? Sijoča krila kot dragulj, v pustni noči poleti kot metulj. Njegova peresa so kot zakladi, ki odprli bi se radi, polni kristalov, zelenih, modrih in ljubezni polnih. Pavi iz 5. B, lep pozdrav tudi vam. In tukaj so že 6. A razred, kar malce počakajte. 6. A in B, ki predstavljajo le koga? Ali veste, kdo je to? Brez vrvi, celo brez rok spleta mreže krog in krog. V njih čepi ves miren tok, kdo je mojster dolgonog? A veste? Ja, seveda, pajek. Poglejte, kako čudovite mreže so spletli pajki iz 6. A in 6. B razreda. In tu je že 7. razred, ovčke seveda, črno-bele in vesele. Volkov se ne bojijo, saj vedno skupaj držijo. Smo puhaste, ne muhaste, skupaj zmagujemo in ne obupujemo. Danes po Bistrici beketamo, da vam veselje damo. Skočimo sem, skočimo tja in zima je že odšla. In tukaj so 7. B, meduze. Kar počakajte malce. Dolge lovke, mehka glava, po globinah morskih plava. Brez plavuti, brez kosti, ribice lovi. Le kdo smo mi? Ja, hobotnice so, ne meduze, hobotnice iz 7. B. Naše lovke so debele, me pa vedno smo vesele. Igrive, razigrane po morju se podimo in ribicam sledimo. Želve so še bile iz 7. C, pa tule so že pujsi iz 9. A in 9. B, inteligentni prašički, srečni dobički, blatnih luž se ne veselimo, se raje v šoli učimo. Najboljši smo mi, ko po krofih zadiši, pozabimo na vsa pravila in zaplešemo na poskočna besedila. Ja, vmes pa so bile še pomešane želve iz 7. C, pa dalmatinci iz 8. B in skoraj smo jih nekako izgubili. No in tukaj pa že prihaja ena prav posebna maska. To je maska košuta rubi. Pustni običaj s košuto rubi je na Pokošah tradicija že več kot 150 let. Izvor pokoške košute sega v tista daljna leta, ko se je Napoleonova vojska po porazu v Rusiji preko naših krajev vračala v Francijo. Da bi izčrpana vojska na poti proti domovini preživela, je prodajala razne stvari, tudi najdragocenejše, to je konje. In tako bi naj neki kmet na Pokošah takega konja tudi kupil. Ime mu naj bi bilo Rubi ali Rabi in temu kmetu je prinašal srečo. Zakaj in kdaj je iz konja Rubi nastala košuta, pa ni znano. No, naš Rubi, ki ga vidimo, ima na gobčku ježevo kožo, s katero na pustni povorki preganja vse tiste, ki niso maskirani. Tako da se jih le bojte oziroma se ga bojte Rubija. Košutin sprevod tvorijo torej košuta Rubi, ki jo nosi košutonosec, komandant, gospodar in gospodinja, hlapec, košonosec, pometaš, maske in skratka sprevod obvezno spremlja tudi glasba. Mislim, da so že tukaj, tako Rubi si vas je malce privoščila, glasba pa seveda s harmoniko, kitaro in še kaj, kakšen inštrumenti imajo tudi tukaj. Tako da košuta, Rubi, vam pomahamo, kar nadaljujte, kar pridružite se povor. In še nekaj posameznih mask, ki se je danes pridružilo povorki. Lep pozdrav tudi vam. Evo, enota Sonček, bravo. Kar nekaj jih je danes tukaj. Ja, kot rečeno, več kot 2000 različnih udeležencev med vrtci, šolami, godbami napihala, vsemi spremljevalci, ki so danes tukaj in še zmeraj seveda preganjajo zimo. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer z Andrejo Vidmar, avtorico pesniške zbirke Iz nedotika. Knjiga je izšla lani oktobra pri hiši poezije Poetikon v okviru projekta Sončnica. Dogodek in pogovor z avtorico je vodila Zora Jurič. Jaz nisem nikoli pisala namreč, razen v enem 5. razredu, ko sem bila torej v osnovni šoli. Prej sem sicer, vem, da sem rada brala pesmice, pa ko sta mi mami pa ati brala, ne, ampak potem pa v 5. razredu
pa se mi zdi, da je bil tisti odločilni trenutek, na katerega sem se potem spomnila zdaj, ko sem pred 5 leti začela pisati. In takrat me je slovenščino učila gospa Danica Maček, ki tule sedi v 3. vrsti, in ona je opazila ta moj talent. Jaz se spomnim, da sem deklamirala Kje si mati od Kajuha in spomnim se, da sem imela rdeč puli oblečen, ko sem to pesem na pamet deklamirala s takim zanosom, in potem prva zgodba, jaz mislim, da je bila že malce, je imela zametke zgodbe. To je bil v bistvu spis, ampak dobili smo samo naslov, Pohorski bataljon. In jaz vem, da takrat sem uporabljala vso svojo domišljijo, da sem nekako napletla še vse ostalo zraven, tako da to bi bila moja neka taka, Pohorski bataljon. To je bila ena zgodba, pa ena zgodba, se zelo dobro spomnim, ko sem opisala, kako se je rodila moja sestra, recimo. Zakaj vem, da sta te zgodbe imele nek potencial, je to, ker sta se pojavili potem v šolskem glasilu, ko sem bila še v 8. razredu. Tako da to se mi je zdelo, nekaj pa že verjetno je. Ampak zakaj pa kasneje potem? Ne vem, nisem pisala. Sploh zdelo se mi je, tako da nimam talenta, ne vem. Stvari so se nekako spremenile, najbrž življenjske okoliščine. Si pa ves čas brala? Brala pa sem ves čas, ja. Tako da potem se pa, mislim, da to tudi moram omeniti pred 5 leti, ko je moj oče zbolel. Takrat se mi zdi, da se lahko v takih težkih trenutkih se lahko zgodita 2 ali pa 3 stvari, ali pa več stvari, no. Ampak, da se na primer neki bližnji odnosi, ali pa bolj neki bližnji odnosi zakomplicirajo, ali pa se kakšne bolečine poglobijo, ali pa se razrešijo. In se mi zdi, da v našem primeru so se začele razreševati in takrat sem dobila nek tak, kaj naj rečem, notranjo potrebo, da bi ustvarjala in da bi ustvarjala, literarno ustvarjala. Torej, ker pela sem ves čas. Zdelo se mi, da neke zgodbe čakajo meni, da jih povem. In potem sem se prijavila na delavnice kreativnega pisanja in da potem se skupaj skrajšam. Nisem vedela niti, kaj bom pisala, sem mislila, da bodo to zgodbe. Pol se je izkazalo, da mislim, da bi bilo najboljše, da so to pesmi. In potem me je pa Barbara Korun, ki je vodila eno to delavnico, rekla v koncu delavnice, ti bi morala izbrati zbirko. In je nisem najprej verjela, potem sem šla enkrat še preveriti, pa sem mislila, kaj resno misliš, ali, ne vem, je kar tak rekla, ne. Je rekla, resno mislim, potem pa sem začela pisati več, pa bolj poglobljeno še, potem pa me je kolegica spomnila, da Hiša poezije vsako leto objavlja razpis, na katerega se lahko prijavijo tisti, ki želijo izdati zbirko. Zdaj ne vem, to bo Nadja vedela, koliko se takih pesnikov in pesnic prijavi, jaz sem se, in potem je način izbora takšen, da oni torej imajo v tem naboru 5 pesnikov ali pesnic in vsak izbere eno zbirko. Torej ne izbirajo vsi, torej vsak izbere eno in mene je izbral Zoran Pevec. Andreja Vidmar je tudi članica vokalne skupine Vivere, ki je svojim nastopom popestrila literarni večer. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 9. redni seji. Svetniki so uvodoma potrdili program dela občinskega sveta za leto 2024. Sicer pa so osrednjo pozornost namenili organizaciji zdravstva v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, magistrica Urška Sedmak in strokovna direktorica Alenka Antolinc-Košac sta poudarili, da so zaposleni zdravniki v njihovem domu v slabšem položaju kot zasebniki, ki izvajajo javno službo. Zato zdravniki odhajajo v sosednje občine.
Po daljši razpravi so svetniki soglasno sprejeli sklep, da so se seznanili z organizacijo osnovne zdravstvene dejavnosti v javnem zavodu Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Poleg tega so z 20 glasovi za in 6 proti odločili, da bodo, če kljub vsem prizadevanjem v zdravstvenem domu ne bodo uspeli zagotoviti opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti, izvedli postopke za podelitev koncesij. Občinski svet je v nadaljevanju seje med drugim soglašal, da pristopijo k dejavnostim za pripravo investicijske dokumentacije, ki bo opredelila smiselnost, možnost in vrsto investicije za osnovno šolo Minke Namestnik Sonje. Potrdili so tudi naložbeni projekt za čiščenje globinskih vodnjakov in določili dobitnike priznanj in nagrad občine Slovenska Bistrica za leto 2023. Ob koncu so se svetniki še seznanili s stanjem ključnih investicij na dan 31. december 2024. V zaposlitvenem centru Mozaik Dobrot smo v okviru operacije Dobrote podeželja nekako nabavili veliko pripomočkov in strojev, s pomočjo katerih smo lahko razvili nove inovativne produkte. Med tem gre definitivno za izpostaviti produkte iz avtohtonih slovenskih sort sadja. Razvili smo liofilizirano sadje, saj smo v okviru projekta nabavili liofilizator, prav tako tudi sušilnico sadja. Z preostalimi pripomočki smo razvili veliko novih produktov v smislu testenin, rezancev, kruhov, drobnega peciva in svežega biskvitnega peciva. Projekt je prinesel tudi rezultate v smislu delavnic za osnovnošolske otroke, s pomočjo katerih smo otrokom približali tematiko zaposlovanja težje zaposljivih oseb, kajti naš zaposlitveni center zaposluje težje zaposljive osebe in to tematiko smo približali otrokom in jim nekako na nek manjši delček predstavili delovanje našega zavoda. Operacija Dobrote podeželja je v širšem smislu prinesla veliko pozitivnih rezultatov tudi v smislu sodelovanja z širšo lokalno skupnostjo. Pravzaprav smo na nek način pridobili veliko novih kontaktov, spoznanstev, veliko smo sklenili novih sodelovanj z javnimi ustanovami, saj smo nekako z novimi produkti lahko pristopili do javnih ustanov in predstavili našo ponudbo in jih na nek način nagovorili k sodelovanju z našim podjetjem. Prav tako smo postali prepoznavni tudi širšemu krogu fizičnih kupcev, posameznih kupcev, ki nekako z pomočjo spletne strani lahko spoznajo naše delovanje in spoznajo naše proizvode. Namreč v okviru operacije smo pripravili tudi spletno stran, na kateri je zelo dobro predstavljena naša zgodba in naši izdelki, tako da je nekako spletna stran tista, s pomočjo katere dostopamo tudi do ostale ciljne skupine kupcev. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020. Operacija Dobrota s srcem je nadgradnja operacije Dobrote podeželja. V okviru operacije smo nabavili pripomočke, stroje, s pomočjo katerih lahko dosegamo oziroma proizvajamo večjo količino izdelkov. Novi pripomočki so tudi omogočili dodatna zaposlovanja, nova delovna mesta. Prav tako smo lahko v okviru operacije izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Izvedli smo delavnice za otroke, osnovnošolske otroke, da jih nekako poučimo o delovanju našega zavoda, delavnico za mlade družine, da se tudi družine
in nekako mladi starši spoznajo z našim delovanjem. Prav tako smo organizirali delavnice za organizatorje prehrane šol območja Las, s pomočjo katerih smo predstavili naše delovanje, naše izdelke in jim nekako približali naš zavod. V okviru operacije Dobrote s srcem smo se povezali z širšo javnostjo. Na nek način smo stkali nova poznanstva, nove vezi, razširili smo mrežo poslovnih sodelovanj. Sodelovanja z javnimi zavodi, sodelovanja z podjetji, prav tako sodelovanja oziroma vzpostavitev kontaktov tudi z končnimi kupci. Na nek način smo v okviru operacije zelo dobro promovirali zavod in delovanje zavoda. Želeli smo predstaviti našo zgodbo, želeli smo prikazati, da so ranljive skupine in invalidi lahko koristen del naše družbe. To miselnost želimo prenesti širše. Želimo prenesti našo zgodbo širši javnosti na nek način, da spoznajo, da so invalidi lahko vključeni v delovni proces nemoteno, da so lahko koristni, da lahko prispevajo k lokalni skupnosti, da tudi sami nekako lahko sodelujejo in pripravljajo izdelke. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020. V zadnji tekmi 15. kroga med košarkarskimi tretjeligaši Vsoda sta se v bistriški športni dvorani pomerili ekipi Bistrice KTMI in Kalcit Basketbal. To je bil tudi derbi obračun spodnjega dela prvenstvene lestvice in tudi sosedov na lestvici. Zato je ta tekma imela tudi poseben tekmovalni naboj, v ospredju pa seveda nove točke. Dinamično in izenačeno srečanje z občasno prisotno nervozo z obe strani je bilo odločeno v zanimivi in napeti končnici. Ta je pripadla domači zasedbi, ki se je veselila zmage z rezultatom 79-77. Razborljiva tekma, nijem kaj za reči. Od prve do zadnje minute smo se borili in trud se nam je na koncu izplačal. Gostom iz Kamnika, ki so se v Slovenski Bistrici predstavili z borbeno igro, je zmanjkalo do uspeha samo malo športne sreče in bi lahko domov odnesli pomembno zmago. Odločili so malenkosti, 2-3 neumne osebne napake, 2 izgubljeni žogi, en prehiter met. Na koncu je to razlika 2 točki, še več, ampak ja. Nismo na koncu izgubili tekmo, izgubili smo jo v drugi četrtini, ko smo zapravili vodstvo 15 točk. Prvo četrtino tekme so dobili gostje in to z rezultatom 22-27. V tem delu igre so Kamničani vodili že z 12 točkami prednosti. Bilo je 8-20. Domačo zasedbo je s trojko prebudil Holešek 11-23 in to 3 minute do konca prve četrtine. Nato je Mahmutovič dosegel 5 točk, 16-25. Svoje točke pa sta dodala še paradižnik in odlični Nik Štancar. Največ točk pri gostih pa je v prvih 10 minutah igre na svoj konto zapisal Mark Hudobivnik. V srečanju je skupaj dosegel 16 točk. Ja, začeli smo zelo dobro tekmo, pa druga četrtina je sledil padec, s tem smo se spet pobrali, povedali polčas. V drugem polčasu nam pa nekako met ni stekel in delali smo neumne napake. Na koncu tudi določene sodniške odločitve niso šle v našo korist in na koncu tesen poraz, to najbolj boli. Mi smo sem prišli zmagati, ampak nažalost se nam ni šlo. Drugo četrtino je s trojko odprl Juš Pešak za 25 točko. Štancar pa je poravnal na 29-29. 2 minuti in pol do konca prvega dela je bilo 42-39. 50 sekund pred koncem so varovanci Uroša Drevenška vodili 46-43. Vendar je z volkom sirene Nejc Ščulija s trojko svojo ekipo na odmor popeljal z 2 točkama prednosti 46-48. Tretja četrtina je bila tudi negotova. Ekipi sta se izmenjavale v vodstvo. Izenačenje je bilo 3 minute do konca 56-56. Dokl je s košem gostitelje popeljal vodstvo 64-59.
V tretjem delu igre je bilo na semaforju 64 proti 61, torej 3 točke prednosti domačih pred zadnjo četrtino. Ja, zagotovo je bila neka nervoza ali pa nismo bili z glavo v tekmi, ampak potem smo se zbrali, stopili skupaj in pokazali, kakšni smo. Nervozno se je začela zadnja četrtina za domače, kajti gostje so po 2 minutah in pol vodili že 64 proti 70. Naši pa so prvi točki v tem delu igre dosegli po 4 minutah in pol. Točke je prispeval Dokl, rezultat pa 66 proti 70. 3 minute pred koncem je Lončarič gostitelje popeljal v vodstvo 73-72. Štancar je s trojko minuto in pol do konca povišal na 78 proti 74. Lončarič pa je z linije prostih metov dosegel 79 točko. Goste pa je med žive s trojko vrnil Ščulija, vendar je zmaga kljub temu ostala doma. Ja, zmaga nam je res veliko pomenila, kot pa ste rekli, res ekipa je super kemija in se res razumemo. Tako, samo naprej še več zmag. To je res velika zmaga. Pred sezono smo si zadali, da bomo 5. in ta zmaga nam bo to omogočila, samo tak naprej. Bistričani so torej dosegli pomembno zmago, ki jih trenutno po 15 igralnih dneh uvršča na 5. mesto v konkurenci 10 ekip 3. lige Soda Slovenije. Derbi tekme za vrh prvenstvene lestvice je vedno lepo igrati, še lepše pa je zmagati. In prav slednje je uspelo kegljačem Impola, ki so 6 proti 2 premagali ekipo Dravograda in to med drugoligaši Soda Slovenije. Zelo smo si želeli to zmago, borili smo se, držali smo skupaj, navijali smo skupaj, vse se mi tudi malo na glasu pozna. Srečni smo, uspelo nam je premagati prvega konkurenta za prvo mesto, upamo na vse najboljše za naprej. Korošci, ki so v mestu Aluminija doživeli poraz, pa z optimizmom zrejo v nadaljevanje prvenstvenih obračunov, ki še lahko spremenijo vrh te ligaške konkurence. Vsak poraz boli, ne? Mi smo igrali solidno, sicer se nam je poznalo, da smo brez 2 igralcev, to je tudi malo vplivalo, drugače pa lete borba taka do konca. Kako pa je igrati takšne derbije, ki odločajo potem v vrhu lestvice? Ja, za nas izkušenje mogoče malo lažje, kot pa za fante, ki igrajo za mene v klubu, ki so do pred 4 let igrali samo občinsko ligo, pa dobene druge. In to se pozna, ne. Četverica kegljačev Impola iz družine Topolšek je dosegla tudi vse 4 zmage za gostitelje. Tilen je podar 547 kegljev, Primož 572, Marko 531 in najstarejši tedaj 548 kegljev. Odigral sem pač po najboljših možnostih, šlo se je, naredil sem neko razliko, poleg mene še moj sin Tilen takrat tudi keglo in naredil isto razliko, tako da sem zelo zadovoljen. Zmago, ki so Impoljčani dosegli in to v razliki podrtih kegljev 3278 proti 3189 za plus 89 kegljev, bo potrebno potrditi že v naslednjem krogu, ko bodo gostovali v Brežicah, ki je trenutno 3. ekipa dosedanjega poteka prvenstva. Probali bomo vse narediti, da ohranimo to prednost pred Dravogradom, pa da na koncu marca, ko je zadnje kolo, imamo fešto na keglišču. Ženska ekipa kegljaškega kluba Impol, ki že kar nekaj sezon igra v 1. A kegljaški ligi, je v 13. krogu na svojem keglišču gostila drugovrščeno ekipo Remoplasta iz Radelj. Renomirane gostje so v tekmi vodile že s 3 proti 1, ko sta na stezi stopili še zadnji 2 igralki Impola, Barbara Jurančič in Lucija Kunčič, in to pod imperativom zmage. Prav slednji sta tudi dosegli omenjeno zmago za veselje domače vrste s 5 proti 3. Z Barbaro smo v zadnjem paru nastopili z 0 kegli in s 3-1 v zaostanku. Šle smo na vse ali pa nič, vedeli smo, da jih znamo premagati, ker smo dobro pripravljene, samo začeti si moramo same sebi zaupati. Igralke Remoplasta, ki so se predstavile v dobri luči kljub porazu, pa so športno priznale poraz tokrat boljši domači zasedbi. Dobra tekma je bila, potem ko smo drugi 2 nastopili, je še kazalo, da lahko mogoče zmagamo, žal se v zadnjih lučajih, ko sta nastopili zadnji 2, pač je obrnalo drugače. Smo pričakovali, da doma so močne,
kljub temu smo se pač borile in smo hoteli dati vse od sebe in to smo tudi naredili. No. V prvih dveh dvobojih je bilo neodločeno. Zmago za Impoljčanke je dosegla Špela Kunčič, poraz pa doživela Petra Pečovnik. Sklonjenje glav sta kegljaško stezo zapustili tudi v tretjem in četrtem merjenju moči Maja Drevenšek in Ksenija Detiček. Pomembni zmagi pa, kot sem že omenil, sta prispevali Barbara Jurančič, ki je podrla 570 kegljev, in Lucija Kunčič 568 kegljev. Skupaj so Impoljčanke podrle 3323 kegljev in za razliko plus 94 kegljev dobile tudi tekmo s 5-3. In prav na tej zmagi lahko sedaj v naslednjih 5 krogih gradijo priključek k zgornjemu delu prvenstvene lestvice. Ja, točno tako je, letos nam ni šlo nič, bom rekla, po naših željah, ker smo imeli v prvem kolu, smo imeli, ali je bil nekdo bolan, korona nas je vse zaobšla, potem pa še poškodbe in neke določene operacije, tako da zdaj smo se v bistvu spravili vse skupaj in vseh 8 tekmovalk, bom rekla, smo kakovostni, lahko paradiramo eno drugi, tako da zdaj ima naš trener sladke težave, ker načeloma ne ve, koga bi dodal, ne, glede na to, smo vse dobro pripravljene, ampak tudi tiste, kire so v rezervi, ni problem, zadaj navijamo vsi, tako da držimo res 1-1. Za člansko zasedbo Impola pa nastopata tudi dve mladi igralki, Špela in Aneja Kunčič, ki pa imata tokrat v ospredju tudi preboj v izbrano vrsto Slovenije in to za svetovno prvenstvo, ki bo meseca maja. Špela bi si rada državni dres izborila med konkurentkami, ki bodo nastopile v kategoriji U23. Na začetku nas je oktobra že izbral 15 iz cele Slovenije, zdaj februarja nas je 12 izvedlo, katere smo še dalje, konec marca pa izbere tistih 8, ko gre na svetovno. Aneja pa se bo poizkušala čim bolje približati nastopu v izbrani vrsti in to v kategoriji U18. Ja, definitivno mi je v veliko čast, veliko tudi treniram, se trudim, zato ker mi je cilj priti na to in osvojiti čim več, kar se da. Sosedski obračun druge slovenske lige Vzhod med domačo Bistrico in ekipo Nove KBM Branik 2 iz Maribora so sebi v prid obrnile odbojkarice štajerske prestolnice. Po nekaj več kot uro trajajočem srečanju so zmago s 3-0 in prvenstvene točke odnesle domov Mariborčanke. Domačinkam so prepustile 45 točk in tako nize dobile na 25-16, 25-15 in 25-14. Kaj za vas pomeni tale zmaga v Slovenski Bistrici? Nič, samo to, da nismo izgubili nobene točke in smo ostali na lestvici tako, kot stojimo na drugem mestu trenutno. Varovanke Marka Pongračiča so vse 3 nize vstopile z veliko borbenostjo in željo po čim boljšem rezultatu. Že dolga klop je bila velik motiv za vse tiste, ki so vstopile v igro v tem srečanju. Super je, več podpore na klopi in tudi treningi so zato boljši in zato lahko bolje gradimo na svoji igri in tudi vzdušje je zato boljše. Dobro tekmo kljub porazu je odigrala Brina Rahle, ki je z dobrimi zaključki na mreži pokazala, da ko se bo ekipa še bolje igrala, bo lahko parirala tudi tako renomirani ekipi, kot je Nova KBM 2. V igri so Bistričanke največ točk izgubile prav na sprejemu, ki pa tudi ni bil vključen v tem porazu. Nasprotnice so res boljše in tudi višje, zato je tudi težje v polju. Imeli smo nekaj težav v polju, da smo se zmenili, od katera žoga, ampak ne glede na to se mi zdi, da smo se vseeno potrudili in da smo določene dele dobro odigrali in samo upamo na najboljše na naslednji tekmi. V prvem nizu, ki so ga dobile gostje, je nekaj lepih točk dosegla Lara Zelko. Odlična pa je bila v bloku Maša Bauman. V drugem je največje delo opravila Lira Pukl-Verdel. Udarci z druge linije so bili nerešljiva uganka za gostiteljice. Bolj razigran pa je bil tretji niz in predvsem še bolj borben z domače strani. Po 1-1 je bilo 7-7. Škornikova je lepo zaključila na mreži. Rajhova je s servisom dosegla 8 točko za 8-8. Verdelova in Mazeva pa sta naredili odločilno razliko 20-12 in dobljen tretji odločilni niz 25-14 in nove prvenstvene točke. Bilo je malo boljše kot zadnjič, ko smo bile tukaj, smo zadnjič en set izgubile, tako da smo danes probali popraviti napake, ki smo jih zadnjič delali. Imeli smo tudi malo boljši sprejem, zato je bilo tudi malo vse boljše.
Pričakovan poraz Bistričank ni tako boleč, kajti gostje so igrana ekipa, od katere se lahko naše igralke samo veliko naučijo in dobijo motiv za nadaljevanje prvenstvenih obračunov, ki bodo že kar odločilni in kar vroči za potrditev ekipe tudi za novo sezono med drugoligašicami. Zdaj imamo še eno tekmo z Zrečami, ki ni tako pomembna, potem pa imamo en vikend pauze in potem pa pridejo te pomembne tekme, za katere se bomo mogli res potruditi, da jih zmagamo in mislim, da nam lahko to tudi pač uspe.